Pozdravljeni v avtomobilnosti. Danes pogledamo na avtomobilski trg in same začetke prodaje avtomobilov pri nas. V kontekstu današnjega časa, ko se mora vse najti, narediti, prodati, kupiti in dostaviti takoj, se je razvoj prodaje avtomobilov pri nas godil sila počasi. No, in dobrih 50 let, pol stoletja po tem, ko je baron Kodeli priropotal v Ljubljano s svojim avtomobilom, smo imeli relativno počasno statistiko. 852 registriranih avtomobilov v celi Sloveniji in 7539 registriranih voznikov. In eno voznico. Leto kasneje, leta 1950, so se tej pridružile še 3 nove. No, ampak za mobilnost v takšni meri, kot je zdaj, smo potrebovali kar nekaj stvari. Infrastrukturo, cestno-prometne predpise, no teh niso potrebovali avtomobili, temveč vozniki in avtomobile same. In za te je v prvi fazi zelo dobro poskrbel Ford z modelom T. In Ford je rekel takole: naredil bom avto, ki si ga bo lahko kupil vsak z dobro plačo. Kaj je to dobra plača? Nekaj časa se je merilo tudi z ceno tega Forda T. No, Luka bo danes vozil model A. Model, ki bi po abecednem vrstnem redu po T-ju moral nositi črko U, ampak je bil tako tehnično napreden, da je Henry Ford rekel, ga damo kar na začetek abecede in pomenujemo s črko A. Tukaj imam 2 zelo zanimivi kopiji iz časopisa Slovenski narod. Prva je iz leta 1898 in takole pravi. Prvi avtomobil se je včeraj pojavil v Ljubljani in obudil največjo senzacijo. Paglavci so se kar trumoma podili za njim. Baron Anton Kodeli je torej z Dunaja pripeljal svojega Benza, ki je bil prvi avto na ozemlju današnje Slovenije in prvi avto v Ljubljani. Si predstavljate, kakšen frajer je bil takrat le 23-letni baron in nekako kar samoumevno se nam zdi, da je že čez pol leta nastal tale zapis. Vsaka stvar ima svojo mejo in tako tudi naglost, s katero se ta avtomobil podi po najožjih ulicah. Nesreča se sicer, kolikor je nam znano, ni pripetila še nobena, strahu pa je ta avtomobil povzročil že dosti. Se je pa novost razmeroma hitro prijela in tako so že kmalu po prvi svetovni vojni k nam začeli množično prihajati uvoženi avtomobili, registrirane pa so bile tudi prve avtomobilske blagovne znamke. Pred natanko 100 leti, novembra 1921, je svojo blagovno znamko v takratni kraljevini SHS registriral tudi ameriški Ford. No in to nas pripelje do tega čudovitega avtomobila. Prisedite v naš avtomobilski časovni stroj. To gre za ameriški avto Ford A iz leta 1930. Ta avto je prišel iz Kalifornije, to je bil bolj ljudski avto. Teh so imeli zelo veliko, so jih naredili in sicer so jih delali od leta 28 do leta 32. No, jaz mu poskušam vdahniti življenje skoraj vsaki teden, vozim z njim po roke, to mi leži pri srcu, pač sem tudi te stroke, zaradi tega smo ga tudi kupili, obnovili. Ta avto je predvsem za dušo, vožnjo z dušo, ne? Tukaj se čas ustavi in poskušaš z njim uživati. Težko je skriti navdušenje ob takšnem doživetju. Vožnja tega avtomobila seveda ni popolnoma nič primerljivega z današnjimi avtomobili. Poslušajte ta zvok. Takšen avto moramo doživeti že zato, da razumemo, kako so razmišljali mojstri inovatorji, ko so razvijali novosti. Poglejmo samo primer avtomatizacije vozniških procesov. Ne samo, da menjalnik ni sinhroniziran, kar pomeni, da rabimo precej občutka za prestavljanje, tukaj voznik prevzame celo vlogo motornega računalnika. Tukaj imamo kar nekaj funkcij, ki jih v običnem avtomobilu nimamo. In sicer prvo, kar je, ga vžgemo na noge. Potlej je pa tudi to, kar nimamo pri današnjih avtomobilih, pri nobenem to, se pravi dodajanje predvžiga. Ko avto vžigamo, damo predvžig čist povsem nazaj.
dodamo mu čok, tukaj je za dodajanje čoka in seveda za dodajanje elektrike mi avto damo v pogon. Če pa avto obremenimo in gremo v hrib, mu pa še dodamo tudi tukaj gorivo in predvžig povsem do konca, ne? Tako da je avto še bolj zmogljiv, še močnejši. Tukaj ima armaturno ploščo, ki je čisto povsem enostavna. Kar pa je za ta avto še zelo značilno, imamo pa klimo in sicer povsem naravno klimo. Če pa pogledamo še trobo, ima pa tudi zelo značilno, pa jo samo poslušajmo. In seveda odveč je govoriti, da tukaj ni sodobnih asistenčnih sistemov, modernih zavor in vzmetenja. Takrat so že varnostne utripalke predstavljale nekako nadgradnjo. Danes zaradi tehničnega in homologacije moraš smerokaze imeti, seveda. Včasih pa naj bi nakazovali smeri z hupanjem ali z roko čez šipo. No, ta avto ima samo 2 lesnata fedra in pa visokoprofilne gume, ki so napumpane le 1,8 bara. Tako da je tukaj vsa mehkoba tega avtomobila. No, takrat veste, da ni ta avto poznal asfalta, ampak le makadamske ceste. Mislim, da je bil pa za tisti čas zelo udoben in sodoben avto. No, zavore ima pa bobnaste, tukaj je bolj slaba točka, s tem se pomaga tako z motorjem, zaviranjem, kot tudi mogoče z ročno zavoro, tako da treba po hribu navzdol biti zelo pazljiv in pripravljen na to. To je vse mehansko, tako da je povsem drugačen sistem vožnje. To niti ni avtomobilska romantika. To je doživetje zlate avtomobilske prazgodovine, ki je tlakovala pot tehničnemu napredku. V legendarnem modelu A je le električna napeljava s 6-voltno napetostjo. Danes pa ta vrsta energije poganja vozila na tisoče kilometrov daleč. In dodajmo napredek na področju varnosti. No, bolje rečeno, stoletje napredka na področju varnosti. Danes so vozniku na voljo izjemni asistenčni sistemi, ki ga lahko rešijo ob nepazljivosti ali pa del vožnje opravijo celo namesto njega. Avtonomna vožnja prihaja z velikimi koraki. Kdo ve, kaj bo prineslo naslednje stoletje? In kdo ve, kaj bo, tako kot smo mi tale star časopis, novinar gledalcem avtomobilnosti serviral leta 2121.